Dobro jutro vsem skupaj. Danes se pa odpravljamo na Begunjščico. In sicer sva parkirala kar tle gor, ko pridete na mejni prehod Ljubelj, direkt desno. Namreč to parkirišče je še zastonj. Na drugi strani tisto je v bistvu vse za plačati, razen enega tam malo više gor. Ta podatek sem pa videl na Petrovem Nazaj v naravo, ali kaj že ima kanal, vse ga poznate. Hvala, Peter. Mislim, da si Peter, se ne zapomnim. Torej, Begunjščica. Bila sva tle pred natanko 4 leti in 1 mesecu. Tokrat pa ponavljamo tole dogodivščino. Ko sva bila pred 4 leti tukaj, sva šla tle gor desno proti Zelenici, pa pol isto nazaj. Zdaj sva se pa odločila za malo drugačno varianto. In sicer levo po Bornovi poti oziroma še prej skozi Bornov tunelček. In to bo tudi malo bolj kameri zanimiva pot. Pot je relativno dolga, višinco bo okrog 1100, tako da bomo videli, kako nama bo šlo. Če boste parkirali tle, je tu za plačati, tole na pesku. Ja. Ura je 6:20. Imamo lepih 14 stopinj Celzija, vreme bo pa lepo, pretežno jasno, vetra nekega ne pričakujemo. Vse po naših kartah sodeč. Radiomaterska oznaka S5 kilovat Amerika, kot Kamniške Alpe 007. Se pravi, spet je sedmica, James Bond, kar Angleži ekstra točkujejo, če imajo kdo naredi. Sabo imam pa danes samo tam majhne zadeve, ker kot pravim, pot je kar cirka 3 ure pa pol, če hitro stopiš. Po majhnem mirišču od spodaj, takoj ko se gor zavije iz parkirišča, že pridemo v tale lep gozdiček. Tale pot za nekaj časa ni markirana, ampak vidite, je zelo lepo uhojena, tako da ne bo nobenega problema tudi po tej strani. Vse kot pravim, dol nazaj se pa imamo namen vračati preko Zelenice. Tale prvi del poti vodi čisto po ravnem, celo malo v prvem delu tam navzdol. Zdaj se pa bližava že počasi predoru, ki je pred nama nekih 500, manj, 300 metrov recimo. Nekaj takega sem že videl tam na ovinku. Ta prvo tisto odprtino. Zelo lepo uhojena pot in zanimiva. Aha, tu sem jaz gledal na slikah, je izgledalo grozljivo. Gor na hribi.net, tle pa izgleda čisto easy. Tako da nič bati, včasih tiste slike res tam malo zavajajo. Ja, greš pa res po robu, no, tako da. Otroke in pse na vrvico. Ja, bom posnel tale najbolj tak zanimiv, izpostavljen, malenkostno predel, ampak je zelo lepo popravljena tale pot. Tam je zelo zanimivo. Takole, zelo luštna potka, zdaj smo pa že čisto blizu predora, pa se tam vidimo. In že smo pri tem znamenitem tunelčku, ki glih ni čisto stojne višine. Pa poglejmo, kako nama bo šlo. Tle je še malo enega melišča.
za prehoditi. Toliko nizko je treba. Oj, sovražim plazanje. Pa gremo v luknjo. Ja, pa je nizko. Boža, kar bolj počasi. Ja. Čak me malo počakaj, da se bo kaj videlo na kameri. Da bo dve lučki. Ok. Saj ni, ne vem, kako dolg tale predorček. Aha, to so te luže od spodaj. Ne, tukaj pa celo stoj na višino. Pa bo neko okno. Kaj so vse naredili? Leta in kladivo. Okno. Boš naredila kako fotko? Jaz sem pa telefon pozabila. Kje? V avtu. Shit, ne, a si ga res pozabila? Le boš pa z mojim slikala, v redu? To je pa nekaj najhujšega, kaj lahko moja žena naredi na soti, da pozabi svoj telefon. Ampak sva se naučila, kako se med telefoni s pritiskom na eno ikonco share, tako da ne bo problema, bom pa je doma shareal, da bo lahko objavila. In že počasi se bližamo izhodu. In to je tale zanimiva reč, ki se loči od one druge, ki gre po smučišču gor proti Zelenici. Ja, posveti mi. Pa še nekaj je bilo podprto. Treba malo pogooglati, čemu je to služilo. Vojnim namenom, verjetno. Ni videti, da bi kakšne rude tle kopali, kaj je živa skala. A to je to od tunela? To je to od tunela. Bornov tunel, zdaj pa nadaljujemo naprej po Bornovi potki. Lučke, ki grejo dol, nazaj v nahrbtnike. Od tega znamenitega predorčka naprej pot poteka skozi po ravnem. Zdaj je pa nekdo, ki se je izgubil, pa ima lastnice od zadaj. Dobro jutro. In je letel nazaj. Je malo prehitev, tako kot moja žena. Poglejte, kam je spet pobegnala. Nekam čez milišča. Zdaj je tako mini milišče, nič posebnega za poprečiti. Zaenkrat super. So pa pred nama hudi klanci, sploh pol od Koče naprej gor. Tako so nama povedali, z te strani, kot pravim, so prvič. Tale Bornova potka gre okrog in okrog in okrog in okrog te planine Preval. Tako da večinoma hodimo kar bolj po ravnem, z malenkostnim dviganjem. Tako da veste, kar daleč okrog treba iti. Vse, kar je normalno, če od spodaj pogledaš gor iz Ljubelja, je sama navpična stena. Tako da niso mogli drugačno biti kot podkoli. Je fajn, kaj senčka. Tudi, če greste kasneje. Pa če greste sam do Koče gor na Preval. Bo kar okej.
Ven iz gozda sva dosegla prve sončne žarke in nadaljujeva po tej malo večji pohodniški poti. Še vedno zelo, zelo po ravnem. Še vedno nadaljujeva po ravni cesti, malo je bilo klančka, ampak nobenega večjega. Zelo naokoli vas popelje tale potka. Tle je čista ravnina. Hodiva že pa približno 45 minut. Dan se je naredil čudovit, oblaki so zginili, vse po planu. Že se bližava koči na planini Preval in sva dosegla prvo pašno prepreko. Sam za ozke. Sva pri koči na Prevalu med Kravicami. Nadaljujeva pa v to smer. Pisati more 2 uri pa pol. Begunjščica. Draga Begunja, 2 uri čez luknjo verjetno. Luknja, ja, ti si Guknja. Luknja je pisalo. Roblekov dom. Veliki vrh Begunjščice čez Kalvarijo. Planina, planinca, Begunja, 2 uri. Od Koče gor pa zavijemo direkt v ta strm travnik, ki se mu reče pot na Begunjščico preko Kalvarije. Tako da zdaj se pa začenja delo. Namreč klanec je kar konkreten. Pot sama spet pride v gozdno pot, v zelo strmo gozdno pot. A se ti zdi strma? Je, se mora biti, če hočeš toliko višincev dobiti. Ja, 1100 jih je. Nekje jih pa moraš dobiti noter, ne samo po ravnem. Je treba. Strmina ne popušča niti za centimeter. Kot vedno pravim, zelo fajn je tule goreti v suhem, predvsem navzdol. A ne, Boža? Navzgor je verjetno Tle, boljše tle, iti tle. po suhem. Tudi navzgor seveda, ja. Še vedno se prebijava po Kalvariji gor, zdaj so prišli na eno križišče, ne, tam se konča v travah, nimamo kaj. Tako da, tle desno. Boža je že lačna, še ne. Tako da se bova zdaj nekje na primernem mestu ustavila, če se bo dalo. Vlaga je zelo visoka, tako da sva kar malo mokra. Aha, zdaj sva pa na tistem delu Kokavov zelo izpostavljen. Travniški, ja. Ampak je manj klanca, kot pa gor po gozdu, zaenkrat. Ja, lepo. Tle se pa odprejo lepi pogledi proti Šmarni gori.
In pa Storžiču, ki je malo v oblačku noter. Ja, pa Šmarna gora tam dol. Ja, Šmarna je pa desno tam dol v dolini. Ne more biti kaj drugega. Seveda ni, pa Grmada. Ta kalvarija se nama ne da, naj jo skosno zgor tišči, ampak pol se pa naenkrat odpre tale lep pogled proti Blejskemu jezeru, Celi Gorenjski. večino Gorenjske in pa Triglav. tle za Smrekco, Triglav, če se bo videl. Ja, zelo tako mrčasto. Mrčasto, ja. Sploh ni več čistega. Tle je malo bolj zahteven del, je treba malo poplezati, palce v roko. Kak je pa tam gor naprej? Ja, v redu, ja. Avtočisto. Ok, Boža je uspešno premagala teh par metrov. Še malo je poplezavanja. Tle so presvetlanjeni tablici. In kmalu bo tale kalvarija za nama dokončno. Se bojo začeli travniki, tam pa bo en sendvič padel pol. Kalvarija je več ali manj za nama. Spodaj vidite kočo in tle se začnejo tile lepi gorski pašniki. Tamle se pa že vidijo smerokazi kam naprej. Ja, kaj naj rečem, kar strma zadeva. Kar strma. Nič kaj ekstra nevarnega, jaz tle nisem videl v suhem, je kar v redu. Za navzgor govorim. Je pa mestoma tako, ko vse posod pač tole kroglično kamenje. Kaj vohaš? Nageljčke. Nageljčka voha, gremo pogledat, slikala jih bo. Jih še ne. Imamo prvo pavzo za sendvič, z tem prelepim pogledom iz jedilnice, ki pa ga malo kvari tale prah ali kva je to. Umazani delci v atmosferi. Spodaj se lepo vidi Blejsko jezero. Kakšen metuljček zaspan že mimo pride. Tako da ura je, koliko si rekla, 9? 9 pa 3 minute. Se pravi, hodimo koliko? 6, že skoraj 3 ure. Čez 17 minut bo 3 ure. Tako da očitno je še ene pol urce pol gor naprej po grebenu ali pa rajde rečemo 1 urco, bomo videli. Sva že kar visoko, tako da so avioni niže nad nama, tele turistični. Pa če še malo v to stran pokažem. Sam je res, verjetno se na kameri celo boljše videlo, ko pa se tle vidi. Pa en lep lentikularis gor nad Storžičem. In pa Boža s sendvičem. Dober tek, Boža. Hvala. Po tehle travnikih pridemo na tale predvrh in prvič zagledamo današnji cilj tam v ozadju, ker so že ljudje gor, pa še nekaj se jih približuje vrhu. Boža boš pokazala s prstom. Ta zadnji. Ne, ni križ, nekaj je bilo. Midva moramo pa zdaj tle naprej po tem grebenu. Je še kar oddaleč tale v najin vrh. Rečemo pol ure, sigurno. Ta je pa taka lušna grebenasta pot.
pokažemo, da ni nič tako hudega. Super. Mi je kar všeč ta varianta po tej strani gore. Še vedno premagujeva tale grebenček in se je treba tle dol kar precej spustiti, enih 20 metrov cirka, pa še pol tam malo naprej. Pol pa greva spet samo še navzgor. Nadaljujemo po tem lepem travniku, ki so ga pašniku me popravlja, okej, ki so ga ovce popasle, kot da bi ga z žiletko pobrile. Ovc še nisva videla, oziroma tam v daljavi. V daljavi so bile, kaj? Našla je gobo, prašnico. Nisem vedel, da tako visoko rastejo tudi. Malo pod vrhom ekipa žiletka pašnik, da bo na 0,5 cm dolžine trava pojedena. Jih gremo pa malo pozdraviti. Upam, da ni kakšnega hudega samca zraven. Imajo lepo zvončke. Dober dan, punce. A je dobra trava? Glejte, saj tam jih je pa še veliko naprej. Nekam sem zgubil ženo. Gledam, da bi se tle gor tudi dalo iti. Bližava se cilju. Še zadnjih par pšincev. Ovce pa res ogromno, posrano je tako, da to ni res. Skoraj ne moreš stopiti več nikamor, kjer ni iztrebkov. Cela čreda samih ovc. Več ali manj enako velikih nobenih mladičkov ne vidimo vmes. Veliki vrh, kot se imenuje, najvišji vrh Begunjščice, je pa dosegel ta prvi oblaček. Vetra je pa tudi malenkost, glih fajn hladi, da nama ni prevroče. Temperatura je pa tudi malo padla zdaj, zadnja 2 dni. Tako da je v bistvu idealen dan za pohod v gore. Samo še par korakov in dobrodošli na Begunjščici. V oklepaju Veliki vrh. Zdaj bomo pa res kaj videli. Tele tam te bližnje hribe. Spominska gorska pot. Veliki vrh 2063. Zakaj imam jaz vsotla so 2060? Ja. Ker vsi ostali planinci naredijo 3 metre več kot vi. Kdo ima zdaj prav? Evo, tle bomo delali. Pa bomo si malo še ogledali. Sama sva gor, prisobljeni ljudje. Pol greva pa tle dol po tej potki, se mi zdi, navzdol. Zdaj bom pa kamero dal malo božjih, da bo par zvezd posnela. Dolgo danes ne bova. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel. Soča 5-7 Portabel, Soča 5-6, Ljubljana, hvala. Izola 5-9. Ja, sej, kot pravijo, drugače ne more biti, sva čisto blizu. Drago, lep, dobro jutro. Evo, čudovit dan na Begunjščici v družbi, malo nižje so ovc, žive duše nikjer. Ja, Aleksandar, ja, odlično prideš, hvala ti za zvezo, pa še veliko teh nared, pa bo 7-3. A si slabe volje, ko si to hiter? Okej, drago, lepo se mi. Ne problem, jaz sem imel tam nekaj čelustjo, pa bolj težko govorim, veš. Ojoj, hitro se ne zaceli.
ubilo uspeha pri celjenju. Se slišimo še pol na 70. Soča 5-7, Soča portabel iz Begunjščice. Soča 5-0, Triglav Drava. Hej, Tomi, živijo, 5-9, na kateri lokaciji si danes? 5-9 na Begunjščici, Kilo Alfa 007, pa če me spotiraš, prosim. 5-9 v Medvodah, imaš pa enega, ki ti motne dela. Ja, super, kar naj dela. Smo navajeni iz KV kontestov takih, sorry za take ljudi, hvala. Veliko zabave, 7-3. 7-3, Ceko Sota, Soča 5-7, Soča portabel. Ceko Sota, Sierra 5-7, Sierra portable, Soča 5-7, Soča portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča portabel, S57S portabel, Ceko Sota. Drago 70. Ja, Bom jaz šel reš pa kar na kavi, ker tle ni kruha danes. Drago, pridi. ja, Aleksandar, evo, odličnih 5-9 v plusu, hvala, evo, srečno. Hvala tebi za zvezo, srečno. S57S portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča portabel, Sota. Soča 5-7, Gorica Bled. O, Boštjan, dobro jutro, pozdrav iz prelepe Begunjščice, izvoli. Bejš, imam še v planu je stole, ja, tudi letos, če mi bo rad, ali ne vem. Videli, silu se ne bom, 5-9 si napolno pri meni. Daj mi sam referenco, tole pa ne vem iz glave. Kilo Alfa 007, James Bond, evo, to Angleži ekstra točkujejo, S5 Kilo Alfa 007. Ja, evo, se sem mislil že prej nekaj slišal, ampak zihar je. Ja, verjetno nekaj dosti obiska tamle gor zdela, ke taka ura pa tak dan. Čisto sama sma, malo niže so ovčke, posrano tle na vrhu ni toliko fejst, gor po poti pa kar, no, ampak se lepo popasle pridne. Odlično. Kje sta šla gor? Veš, kje sva šla? Prvič sva šla zdaj gor iz Ljubelja, pa pol tam na Bornovi, skozi tisti tunelček, tam se treba malo sklanjati dol po Zlučko, pa ni dolg, no. Pa zdaj grejo pa dol na Zelenico. Evo, zdaj so prišli na dva človeka. Aha, pa sta šla gor po Kalvariji od Prevale gor. Ja, jaz imam kontra zamišljen, da bi šel iz Zeleniške strani, pa pol gor, pa se na Roblek spustil, pa pol po ta spodnji do Prevale, pa nazaj po Bovnovi do avta, evo tako. En tak krok, no. Ja, veš, pač vsak kak se izbere. Jaz midva še tle niso bila, pa sem v to stran, ker sem tam na hribi.net prebral, da je izredno strmo, no, tako, pa kaj je res strmo, ne. Tako da nas dol jaz tle ne bi šel. Če imaš pa na Robleku drugo varianto, da je bolj tako okej, je pa v redu. Ja, saj zaradi tega, veš, kakle po tej strani sem že dostikrat šel, po un stran pa še ne, zato imam tako v planu, da bi šel pol z une strani. Sicer moram pol se iz vrha dol spuščati na Roblek, ampak nič hudega, lej, saj zato gremo hoditi, ne. Če se hotel voziti, se pač vozil. V redu, bom prepustil, če se boste še kdo oglasil, evo, varen korak, pa lep dan naprej. Ja, super, Boštjan, lepo tudi tebi, lep dan, 7-3. Lep pozdrav, živjo. Ceko Sota, S57S portabel. Papa Indija, nisem sprejel somotni. Ja, S56 Papa Indija, Mark tukaj. Soča 5-5, 2 petici, Papa Indija, v redu? 5-6 Papa Indija. Ok, petica, šestica, Papa Indija, ok, sprejel. 5-9 si vseeno na Begunjščici, S5 Kilo Alfa 007. Ok, hvala lepa, ti si pa 5-5 v Ljubljani. Imaš tiho modulacijo, drugače pa v redu, razumljivo, lepo se imej. Ja, vem, ta postaja zdaj v redu, ne, moram čisto gor na usta, direktno je pritisniti, da je modulacija zadosti močna, ja. Ne vem, tako slabo so to naredili, pa se ne da dvigniti mic gain. Pozdrav, hvala za zvezo. Ok, ja, zdaj pa odlično, ja, hvala lepa,
Ja, kdo je še bil? Soča 5-7, Soča Portable. SP3, Echo Foxtrot India. S53 Echo Fox India, lep dober dan, 5-9 na Begunjščici. Ja, lep pozdrav, sem prav vesel, tukaj pa Franc, trenutno v Šenčurju mobil. Aha, pa te opišem kot mobil v dnevnik, ne? Narboš, ja, se to už ti najbolj vedel, ker si največji strokovnjak za soto, imam prav čast. Boš na video, hvala za te rožce, ampak nisem ves v drugi. Jaz sem pozno začel, veš, zelo pozno. Pa še zdaj se komu zamerim prehitro. Ok, bom kratek, da še kjer naredim, pa grem pa na kratki val. Hvala ti za zvezo. Kako se rekel ime? Franci, ja. Drži, lep pozdrav, SP7S, SP3FE, 7-3 vsem skupaj. Franci, živeli Franci, pozdrav. Soča 5-7, Soča Portable, še kdo? CQ Sota, S5 Ziben S4 Portable, CQ, Sierra 5 Ziben Sierra 4 Portable, Sota. Soča 5-7, Jadran. O, lega Janeza, J, ti si tudi 5-9, izvoli. Ja, Sandi, lep pozdrav, evo, tudi ti si pa 5-8, 5-8 si v Podgorju, evo, doma. Še kar doma, haj. Lepo bo, hvala za tole lepe veze, pa mogoče še na kratkem valu. Lahko, tudi na 70 ti nimaš. Na kratke valu bom šel, ja, bom sam na 20 metrov delal telegrafijo in na SSB. Ok, mogoče pa tam. Sandi, fajn bo, lep pozdrav, 7-3.
takole, zveze sem nehal delati, jih je nekaj čez 40 po mojem, bomo videli koliko jih je, upam. Zdaj pa se midva počasi odpravljamo navzdol proti v smeri Roblekove koče oziroma Zelenice, pol tam naprej in proti avtu, proti parkirišču. Tle so malo pot popravljali, na nekih mestih je iz brun dodatno malo stopnice popravljene. Tako da, ko smo midva pred 4 leti gor hodila, se ne spomnimo glih, da je bilo teže tako. Je taka lepo speljana pot, vzdrževana. Tudi na to stran. Pred nama je cirka 2 uri pa pol spusta, kaj takega. Ali pa mogoče celo 3, ker se bo še mogoče na Robleko ustavila. Bomo videla, koliko se nama bo dalo. Dan je prečudovit, vetrček je glih tak rahel, da je malo tako prijetno. Toliko za enkrat. Ja, kot pravim, tudi na to stran dol je luštna potka. Zelo zanimivi razgledi. Ogromno melišče tle odspodaj. In v to stran, ko se spuščaš, pa skozi gledaš pred sabo to čudovito našo Blejsko jezero. Res tale Begunjščica je zelo lepa destinacija. Prispela so do teh smerokazov, kjer lahko greste tudi na Roblekov dom. Imate 20 minut. Midva pa greva proti planinskemu domu na Zelenici, tja dol piše 1 uro 40 do Zelenice, pa je pa še dol naprej za iti. Tako sva se odločila, da bova šla po tej varianti, kot sem prej rekel. Robleka greste pa tle dol nekaj. Pa pol seveda skozi tam nazaj, koder sva midva prišla prej gor. Tudi druga varianta. Tako, pač stvar izbere, možnosti je več. Tle so pa že pri prvih zajlah za navzdol. Malo naprej od teh zajl, ta prvih od zgoraj navzdol, se pa odprejo te čudoviti pogledi na to stran. Tehle naših vršacov stol, pa vrtača po mojem. Tam od zadaj je Struška, če se ne motim. Tako, midva pa nadaljujeva proti domu na Zelenici navzdol. Nekje se bo mogla še enih 100 metrov, se že vidim, tam gor gre pot nekje dvigniti. Še najprej dol, pa navzgor. Tako je pač pot speljana. Ta je pa ta edina, malo bolj zoprna zajla. Boža jo že premaguje. Tu jim je pa res nekaj odnesel. Tle od spodaj navzgor zdaj snemam še tele zajle. Tle je kar strmo, ampak so lepo speljane zajle, razen tam manj dele. Res malo bo treba tako popaziti. Prednost, če imaš malo daljše noge. Če imaš daljše noge, ti je lažje, to je vedno tako v hribih, kjer so klini. Pa malo se tle hrušči, tako da navzdol je treba kar paziti, navzgor pa je lažje. Zdaj pa moramo še tam dol zlesti čez, pa okrog tja gor, pa naprej. Spodaj je pa lepa kočica.
Zdaj, ko se spuščava, imamo kar veliko senčke po tej strani, tako da po mojem je tudi to dobra varianta, tam gor, pa pol tle dol. Sicer ne bo dolgo sence, evo tam naprej je že sonce, ampak danes ni nekih hude vročine, hude prepeke. Milišče, to je pa tudi čisto tako, da sploh ne veš, da je milišče. Čevelj zelo dobro prime na to stezico hojeno. Tako da tale je res neproblematično milišče. Smo že kakšne hujše dali skozi. Dobrodošli na sončku, sredi milišča. Boža lepo napreduje po milišču. Jaz sem pa zdaj tle gor malo pogledal, kakšno skalo je tle dol iti, ko so pogoji za to. Kar ogromno milišče, ki sega čez cel hrib tle dol. Pa še malo prehojeno pot nazaj pokaževa. Tle dol sva se spustila. Tle je še tudi vse malo bolj zoprn delček, je treba gor splezati, čisto na novo je označeno. Ker potka je izgleda šla tudi tja dol, ampak ne vem, je odnesla. Tako da Boža kar napreduje. Grem za njo. Tle gor je treba zlest, nič hujšega. Lepo na novo označeno. Pot je kar do dobra vremena delalo, ampak se trudijo jo popravljati. Malo je celo drugače speljana, kot pa tle, ko so videla zagotovo. Imaš pa skozi take lepe, kako bi temu rekel, dodatke k poti v obliki tehle piramidic, stožcev ali kakorkoli. Da je pot izredno lepa, zanimiva. Ta na momente malenkost nevarna, ampak gre nekako. Tle od spodaj je pa dom na Zelenici. Ne, mislim, da tale še ni. Ja, je. Moramo tja pogledati čez. Na ono stran tole ni dom na Zelenici. A ni? Po mojem pa je. Jaz mislim, da ne. Mogoče pa da res ni, ne bo videla. To smo že mnogo prej videli. Neki dom je tle od spodaj. Ker ni se gozda tam zraven. Dom na Zelenici je okrog. Ja. Enkrat se bova že naučila. Pa zapomnila predvsem. Počasi se bližava še enemu milišču. Potka je že zdaj malo drugačna, bolj takšna gozdnata. Mislim, da je to ta zadnja, pol je pa že Zelenica. Meni pa začenja zmanjkovati baterije, tako da bom kar končal, pa mogoče še za sklepno misel, da bom malo kasneje od spodaj. Je bilo kar nekaj snemanja danes, ja. Sklepna misel. Midva sva varno prispela do koče na Zelenici. Tule imajo fino tudi za otročička narejeno. Tle se glih ena punčka vozi sem pa kaj. Kaj naj povem, definitivno je ta pot, ki sva jo naredila gor, preko onega tunelčka, pa potle dol navzdol. Meni sigurno bolj všeč, seveda vsak se sam odloči, kako bo šel. Namreč tle gor je tudi veliko teh milišč pa tega. Za navzdol je v redu tle, no tudi navzgor bi šlo v obe smeri. Pač jaz, če bom šel še kdaj na Begunjščico, bom 100% šel tako, ko so šla zdaj. Sami se pa odločite. Imam še zelo malo, ne vem, samo 2% baterije. Tako da hvala vsem za zveze, ki ste se oglasili. Hvala tudi tistim, ki se niste, pa ste poslušali. Lepo se imejte. Naprej ne bom snemal, Dlama še sam čaka zdaj tle dol po smučišču, pa po tistih miliščih oziroma po cesti navzdol v smučarski in bova pri avtu.
19. avgust 2025. Lep pozdrav od naju z Božo. Dodatek sklepne misli. Kaj je Božo? Uganili ste, kislo mleko imajo tudi na koči na zelenici. Nisva pričakovala, da bo imeli, ampak sva dobila ta zadnjega. Dober tek, Božo.